Tudi letošnji veseli december, tako kot lanski, je sicer ponavadi bil mesec veselega pričakovanja, zabav, raznih prireditev. Letos pa nas še vedno pesti težka situacija, kar se tiče epidemije in nekako ne dovoli, da bi lažje zadihali, da bi se sprostili. Potem so tukaj še skrbi povezane z zdravjem, družino, morda z delom. In še posebej se zavedamo, kako pomembna je skrb za dobro počutje in za duševno zdravje. Kako priti do ravnovesja? Kaj sploh je duševno zdravje? Ravno o tem se bomo pogovarjali z vodjo oddelka za nenalezljive bolezni na območni enoti Celje NIJZ, gospo primarij Nušo Konec Jeličič. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Juričič, torej, ne glede na to dogajanje okoli nas, kaj sploh je skrb za duševno zdravje? Kako bi lahko to opredelili? Mogoče bi najprej rekli, kaj je duševno zdravje. Naj poudarim, da ni zgolj odsotnost duševne bolezni. Duševno zdravje je nekaj več, ga pravzaprav lahko enačimo z dobrim počutjem, kar pomeni, da smo zadovoljni s seboj, da si zaupamo, da imamo krog ljudi, na katere se lahko obrnemo, tako ko smo veseli, tudi kadar smo žalostni, da imamo neke korektne odnose z vsemi ostalimi ljudmi. Dobro duševno zdravje pomeni tudi, da obvladujemo naš vsakdan, ne glede na to, kaj nam prinese, veselje ali morda tudi neke neprijetne trenutke. In seveda kot takšni smo običajno potem tudi dobro sprejeti v službi, v šoli, v nekem okolju in imamo tudi ta občutek, da temu okolju sami lahko nekaj prispevamo. In ne, če izenačimo dobro duševno zdravje in dobro počutje, je dobro počutje tisto, ki je na nek način tudi nalezljivo, podobno kot so virusi, širi se med nami in k temu si pač seveda bolj ali manj prizadevamo. Kako pomemben pa je za posameznika občutek, da je življenju kos? Ta občutek je seveda zelo pomemben, običajno se ta občutek nekako razvije na osnovi nekih preteklih izkušenj. Je pa tako, da nas lahko včasih tudi prevara, in da se morda neko situacijo, ki se nam zdi enostavna, pred njo zaustavimo in ne vemo, kako bi šli naprej. Po drugi strani, včasih neka izjemno težka situacija, ki si jo niti ne bi v mislih mogli predstavljati, nas požene naprej, vidimo, da imamo neke kapacitete, neke rezerve in jo zmoremo. Če samo recimo pomislimo na epidemijo, na novi koronavirus, poglejte, osvojili smo nošenje mask in druge ukrepe, mnogi so se šolali nadaljavo, ni bilo enostavno, mnogi ljudje težko, odgovorno delo izvajajo v skafandrih, tako da naše rezerve so pravzaprav velike, seveda pa nikoli ne vemo, kako se bo pravzaprav stvar iztekla. Ker verjetno ne moremo imeti vedno življenja pod kontrolo, ne moremo biti vedno vsem okos, pridejo različne prepreke in to prav pri vsakemu izmed nas. Tako kot ste povedala, res je, ni poanta o tem, da bi bili ves čas zadovoljni in najbolj srečni. Jaz mislim, da je to celo nerealno. Naše življenje ni neka ravna pot, ampak ima zavoje, kamor včasih se lahko zaletimo, ima križišča, kjer včasih ne vemo, na katero stran bi šli. Bolj pomembno kot ta težnja k popolnosti, k samemu zadovoljstvu in sreči, je pravzaprav težnja k nekemu psihičnemu ravnovesju. Zato si pravzaprav prizadevamo, vsak na svoj način. Vendar pa nismo vsi enaki, različno odreagiramo na stresne dogodke. Zakaj nekdo prenese več kot drugi? Ja, to, koliko stresa prenesemo oziroma kako bomo na kakšen stres odreagirali, je odvisno na eni strani od stresnega dogodka, na drugi strani od nas. Stresni dogodek je lahko zelo močan ali pa ne, lahko traja izredno dolgo, lahko je nekaj, kar je povsem novega za nas ali pa nekaj, kar že poznamo. Na drugi strani smo pa mi, z našimi izkušnjami, odvisno, kdaj nas nek stresni dogodek ujame, v kakšnem zdravstvenem stanju, psihičnem in telesnem smo takrat. Odvisno, koga imamo morda ob sebi, ki nam bo lahko v oporo ob tem dogodku. Odvisno je tudi pravzaprav od našega
bom rekla, značaja, morda neke splošne, bolj pozitivne ali optimistične naravnanosti. In zato, bosta dva človeka na enako situacijo, isto situacijo, lahko odreagirala enako ali pa zelo različno, pa tudi mi v različnih življenjskih obdobjih bomo na isti dogodek morda odreagirali različno. In še nekaj je, in to je dobro, da o tem razmišljamo, da se tudi isti dogodek ima potem različne učinke oziroma se včasih razprši. Če se spomnimo prvega vala epidemije, vsi smo se prestrašili virusa, bili smo presenečeni, smo se držali teh temeljnih ukrepov, da bi zaščitili sebe in druge. Potem se je pa virus vsakogar na svoj način dotaknil. Nekdo je zbolel, nekdo je izgubil bližnjega, nekateri delajo v enormnih delovnih pogojih in obremenitvah, nekateri so ostali pa brez dela, nekateri so pa zaživeli in so v tem našli neverjetne izzive in neke nove možnosti zase. In seveda s tem se potem dogajajo med nami tudi zelo različni odzivi, ki jih včasih težko razumemo, in zato je potrebno, da razmišljamo na ta način, torej da smo vsi različni, da so naši odzivi različni in da zato drugega sprejemamo, bi rekla, z neko potrpežljivostjo, strpnostjo, pa tudi sočutjem seveda, kadar je potrebno. Včasih lahko rečemo, da pride stres šele za nami, ne? Ja, tudi to se velikokrat zgodi. Že prej sem rekla, mi imamo neverjetne zmožnosti prilagajanja, dolgo časa lahko v nekem močnem stresu vztrajamo, ker nas ta adrenalin pa še nekateri drugi kemične snovi in hormoni držijo pokonci. Ko pa to mine, in zlasti, če je to trajalo zelo dolgo, se pa lahko na našem organizmu marsikaj pojavi, sploh če pravi čas pravzaprav ne pristopimo in se ne, če rečem, resetiramo ali pa skušamo vzpostavljati ravnovesje. Kaj pa nam lahko pomaga, da bi povečali odpornost in lažje premagali stres? Zdaj, vsak ima tukaj neke svoje pristope, svoje načine, kako se spoprijemati oziroma kako ohranjati ravnovesje. Jaz pa bi jih morda strnila v 4 ključna področja, ki se mi zdi, da so za vse od nas pomembni in da dejansko dobro delujejo na duševno zdravje. To je dnevna rutina, to je telesna dejavnost, to so medosebni dobri odnosi in pa, jaz temu rada rečem, intimna skrb zase. Zanimivo. Torej, dnevna rutina, vemo, da pri otrocih je zelo pomembno, da gremo po določenem zaporedju. Torej, tudi pri odraslih je dnevna rutina pomembna. In zakaj? Tudi pri odraslih, prav pri vsakomur od nas dnevna rutina, se pravi te ključne, bi rekla celo osnovne potrebe, kot so spanje, vstajanje redno, pa potem dnevni obroki, higiena, pa tudi služba in pa prosti čas, je fino, če jih nekako razporedimo preko dneva. Zakaj? Zato, ker s tem dosežemo nek red in neko varnost in stabilnost. In smo pravzaprav s tem redom pri osnovnih stvarih pripravljeni potem še na vse tisto, kar pride mogoče nepredvidenega v naš vsakdan. Torej, rutina dneva nam daje varnost, nam daje občutek tudi nadzora nad svojim življenjem in dejansko vse te osnovne zadeve potem tudi pripomorejo k našemu zdravju in boljšemu počutju. Od tam tudi stres, ko gre nekdo v pokoj po 40 letih delovne dobe in se mu rutina podre. Odlično ste to rekla, seveda ne samo kadar smo v službi, rutino je treba obdržati, ko gremo v pokoj, ko smo na dopustu, konec koncev, seveda bo malo drugačna, pa tudi recimo pri delu na domu, ki je zdaj tako močno razširjeno, je izredno pomembna. Omenili ste tudi intimno skrb zase. Lahko poveste kaj več o tem? Ja, to je pa tisto, kar, bom rekla, napolni našo dušo. Tisto, kar morda na poseben način osmisli naše življenje, našo notranjost, če tako rečem. To niso nujno stvari, ki so ta hip najbolj moderne, to niso nujne stvari, ki jih počnejo drugi, ampak to je tisto, do česar mi čutimo neko tako neprisiljeno veselje, morda tudi strast. Naj bo to petje, naj bo to vrtnarjenje, naj bo to, ne vem, modeliranje, naj bo to neke duhovne izkušnje, karkoli, k čemur se mi lahko vračamo, kar pomeni neko sidrišče v našem življenju, kar nas pravzaprav pripelje v stik s samim seboj. In to se mi zdi v današnjem času zelo pomembno, ker je izredno dinamičen, ker nas pravzaprav ves čas bombardira, če tako rečem, z mnogimi ali zahtevami, ali izzivi, ki pa morda niso tako intimno naši in nas na nek način oddaljujejo od nas samih.
Torej, pomembno je, da nahranimo svojo dušo. Kaj pa odnosi s tistimi, ki so nam dragi, ki so nam pomembni, ki so nam najbližji? Je pomembno, da imamo dobre, lepe odnose z njimi. Ja, tako to jaz mislim, da bi se vsi strinjali. Jaz dober odnos pojmujem kot odnos, ki je spoštljiv, ki je korekten, ki je sprejemajoč, pa tudi odnos, ki dopušča različna mnenja, ki dopušča kompromise, predvsem pa tak odnos, s katerim se jaz počutim dobro in ki mi daje priložnost, da povem, kadar sem vesela, da tudi izrazim svojo žalost, seveda odvisno, s kom sem v odnosu. Odnos med sodelavci je takšen, med starši in otroci je drugačen, med prijatelji je spet nekaj posebnega, ne. Tako da ljudje smo še vedno, bom rekla, socialna bitja, potrebujemo drug drugega, potrebujemo tako telesni stik, kot ta odnos čustveni. Seveda pa se moramo za to tudi potruditi, ker samo ne pride, odnosi se gradijo in jih je potrebno negovati in včasih jih je potrebno tudi na novo vzpostaviti, ker se tudi porušijo. In tisto, kar se mi zdi pomembno, ne, takole tudi med prijatelji dostikrat kdo reče, joj, že dolgo nekoga nisem videl, ga nisem poklical, ne, pa si rečemo potem, pa pokliči ga zdaj. Bom jaz storil ta korak, bom jaz prvi, a ne, ker čas hitro mine, včasih stvari za nazaj potem ne moremo več popravljati, a ne, in mi z nekim klicem ali pa recimo z na roko napisano razglednico nekoga lahko razveselimo. S tem sebi izboljšamo počutje in tudi drugemu. Torej odnosi, jaz rada rečem, gradijo ali pa podirajo. Na družinski ravni, v službi in tudi širše družbeno. Odlično ste dali idejo, da morda ravno v praznikih napišemo voščilnico na roko tistim našim najbližjim, da niso vse samo mobilni telefoni, MMS sporočila, da ohranimo to bližino. Ja. Kaj pa v času epidemije, ko so druženja malce manj dovoljena oziroma priporočljiva, vseeno lahko ohranimo to bližino morda s čim drugim? Tako bližino lahko ohranimo, seveda, če ne v živo, po telefonu, po raznih različnih video povezavah, a ne, ki nas včasih tudi predvsej prikujejo, ne, pred zaslon, kar morda z druge strani ni dobro. Omenili sva pisma, pa tudi morda, da se ozremo okoli sebe, pogledamo, kje pa je kdo, ki potrebuje morda našo pomoč, a ne, pa nas zanjo niti ne prosi. Torej, možnost je izredno veliko. Omenili pa ste tudi gibanje. So glede tega kakšna priporočila? Ja, ta priporočila, jaz mislim, da poznamo, to je tistih pol ure do 1 ure nekega gibanja na dan, pri katerem se spotimo, zadihamo, povečamo srčni utrip. Zdaj, kadar to ne gre, pa jaz rada rečem, se pa držimo pravila, bolje vsaj nekaj kot nič. Namreč gibanje je potreba naša in naše telo je ustvarjeno za gibanje in s to telesno dejavnostjo pravzaprav mi ne krepimo zgolj, ne vem, naših mišic, naših kosti, sklepov in tako naprej, ampak dejansko tudi izboljšujemo naše psihološke in miselne procese. Naše telo je dejansko medij za naše misli, za naša čustva in obratno. Naše misli in čustva, bolj pozitivna ali manj pozitivna, spet vplivajo na naše telo. Tako da gibanje vsekakor, če se le da, no, saj jaz sem pristaš gibanja na svežem zraku. Tukaj imamo krasno sceno zadaj z gozdom, a ne, čutiš telo svoje, čutiš morda listje pod nogami, sneg, ne, v tem mesecu, ki škripa in ki nas je, mislim, zelo lepo presenetijo, ne, pred nekaj dnevi. Torej, to so vse te drobne, pomembne stvari, pri katerih mislim, da ne ostanemo prazni. Torej, še kako velja tisti pregovor zdrav duh v zdravem telesu? Ja, tako, točno to, oboje je povezano in eno brez drugega ne gre. Ampak kljub samo pa vedno ne gre. Kaj pa je tisti alarm, znak, da se je naše psihično zdravje porušilo? Ja, res, ne. Še najbolj močan človek se lahko tudi zruši, poruši. Naše psihično ravnovesje se večkrat zamaje, včasih se pa prav res zruši. Telo nas sicer na to opozarja, ne, in nam pošilja signale, tako telesne, tako na področju našega vedenja in naših čustev, gre bolj za to, ali jih prepoznamo ali ne. Ampak morda bi rekla tako, ne, če že dlje časa čutimo, da smo nemirni, morda bolj žalostni, ne moremo spati, pa se prebujamo pozno po noči, čutimo recimo napete, boleče mišice, če v odnosih postajamo recimo prepirljivi,
bolj, kot smo bili nekoč, ali pa se odmikamo od ljudi. Predvsem pa, če čutimo, ne, da tega vsakdana, o katerem sva prej govorili, ne obvladujemo več, ne, da nas nekaj stiska, v takem primeru bi pa res rekla, je treba se ustaviti, razmisliti, kaj se nam dogaja, kaj je tisto, kar nam recimo takšne znake povzroča, in potem delati na tem, da nekaj storimo. Ampak vedno ne gre, kot smo rekli, ne. Zato je dobro v takem primeru poiskati nekoga, s katerim se lahko pogovorimo. Pogovor je neverjetno dobro zdravilo, ko mi slišimo sebe, razpravljati, govoriti o svojih čustvih, se včasih ta napetost že samo s tem glasnim govorjenjem zmanjša, a ne. Seveda, vedno pa tudi to ne gre, ne uspemo in bom rekla, kadar smo naredili že vse, kar vemo in znamo, kadar smo upoštevali vse dobronamerne nasvete, nas pa še vedno stiska in bom rekla preplavlja stiska, takrat je pa potem čas, da se obrnemo tudi na strokovnjake. In kje najdemo to pomoč? Morda bi omenila in zaprosila, da na ekranu pokažemo spletno stran, nova spletna stran nacionalnega programa za duševno zdravje. Naslov je pa tudi za duševnozdravje.si. Lahko najdemo res aktualne naslove različnih virov pomoči, ki obstajajo na področju te pomoči v psihični stiski. Tukaj lahko potem gledamo vire pomoči po regijah, tudi po krajih, kjer živimo. In jaz bi svetovala nekako gledalcem, da to pomoč pogledajo takrat, ko nimajo težav. Si morda kaj natisnejo ali zapišejo, izpišejo, da takrat, ko bomo v stiski mi ali naši bližnji, da bomo to imeli pri sebi. Ker dostikrat se zgodi, da ko smo v težavi, da ne vemo niti približno, na koga bi se obrnili. Potem bi pa morda tukaj na ekranu vidite tudi še nekaj, kar bi rada izpostavila. Namreč imamo v Sloveniji 18 svetovalnic za psihološko pomoč, ki se imenujejo Posvet, tu smo zate. Izpostavljam jih zato, ker so to svetovalnice, ki nudijo brezplačno pomoč ljudem, za priditi na obisk v svetovalnico ne potrebujejo napotnice, tudi ne zdravstvene izkaznice, delujejo pa v teh svetovalnicah res izkušeni strokovnjaki. Ob enem obisku je na voljo ura razgovora, na obisk lahko pridemo večkrat in to je, kot pravim, nekaj, kar je vredno preizkusiti. Dostikrat pa potem v tej svetovalnici tudi, če ne zmoremo rešiti situacije, naslove drugih virov pomoči, in človeku pri tem tudi pomagamo. Torej, da še enkrat poudarjava, ti posveti so brezplačni in dostopni vsakomur. Vsakomur, kot pravim, v teh 18 krajih v Sloveniji, kot je bilo prikazano na tem zemljevidu. Morda omenim še dve številki, in sicer 031 704 707. To je za večino svetovalnic številka, oziroma 031 778 772 je pa za svetovalnice v Celju, v Mozirju in v Laškem. In tukaj se vedno oglasi oseba v sprejemu, kateri pač povemo, s čim se soočamo na kratko in potem ta izbere ali pa predlaga ustreznega strokovnjaka. Morda naj povem, da na prvem mestu težav, zaradi katerih ljudi prihajajo, so partnerske težave, potem sledijo osamljenosti, depresivna razpoloženja in pa težave v domačem krogu. Hvala za vse informacije, ki verjamem, da bodo marsikomu prišle še kako prav. Torej, skrb za duševno zdravje in dobro počutje je izjemnega pomena. Zaključiva pa še z enim vprašanjem za vas. Kaj boste pa vi danes storili zase za dobro počutje? Kaj prijetnega je danes pred vami? Ja, pa je res. Danes je namreč torek in jaz že 15 let s 4 oziroma 3 prijateljicami hodim na rekreacijo zvečer. In ko se ta rekreacija zaključi, potem je tu čas, da mi malo poklepetamo, da se nasmejimo, pa tudi kaj potožimo drugi kot prijateljici. In moram reči, tako na nek način majhna reč, pa meni izredno dragocena, in se je vsakič znova veselim, že več kot 15 let in upam, da bo še trajalo. Tudi jaz vam želim, da ohranjate te lepe prijateljske odnose in seveda iskrena hvala za obisk v studiu. Hvala lepa tudi vam, nasvidenje in lep pozdrav vsem gledalcem.